dobrodošli na pogovoru po živi izvedbi radijske igre Veselje do življenja, ki jo je izvedla dramska igralka Metka Pavšič. Besedilo oziroma uprizoritev ima zelo dolgo zgodovino. To besedilo pravzaprav uprizarjate, gospa Pavšič, že od leta 1999, uprizorili pa ste ga približno 250krat, zato morda nekaj besed na začetku o tem. Zakaj vas je pravzaprav nagovorilo to besedilo, sicer italijanskega avtorja? Najprej ste ga pripravili v režiji Eme Brelih, zdaj pa bo kmalu zazvenelo še tudi kot radijska igra v režiji Saške Rakev. Moram povedati, da je kot najboljše stvari v življenju pridejo nekako spontano, je tudi to besedilo me našlo nekako spontano. Namreč jaz sem dobila eno ponudbo za neko državno prireditev. Bil je lep honorar, jaz sem bila še študentka, še nikoli nisem videla takega honorarja. In potem sem ponudila eno satirično igro na moški svet in so so rekli, to pa ne bo v redu, vlada je tam in tako. In potem sem rekla, če se imam noč in dan zaučiti, se bom naučila nekaj. In potem sem se spomnila Fehterce, ki jo je Mira Lampe Vujčič igrala in mi je že takrat sedel do srca ta tekst, tako da pa so se res zelo spravili skupaj in v enem tednu je bilo to narejeno, tako da kdo bi si mislil, da bo ta Fehterca fehtala še toliko časa naokrog. Teče pravzaprav 26. leto, pa se morda ta uprizoritev kaj spreminja glede na družbene razmere, glede na aktualnosti, ki se dogajajo. Tekst je isti, Aldo Nikolaj je to napisal, lahko rečemo večni tekst. Ne, spremenila sem se jaz, v bistvu malo se mi je glas spremenil, malo sem se poširala, tako da je bilo treba kostum malo razširiti, pa tudi ogulil se je, čevlji so dobesedno razpadli na meni. Je pa tako, da to sem igrala od velikih dvoran za popestritev kakšne prireditve, do raznih porok, 50-letnic pred novim letom, ni da nekje vse sem to igrala, tako da glede na to pa tale prihod na oder izbiram, pa še nekaj je, da zagotovo se interpretacija od tistih začetnih navodil spreminjala. To malo pozabiš, malo si v drugi koži. In zagotovo je radijska igra spet nek nov kontekst, ki bo zagotovo popestril to dozdajšnjo zgodovino te radijske igre. Mogoče kaj so specifike? Ste sicer že izkušena interpretka radijskih iger? Eno smo že posneli, Ne bojim se ne hudiča, ne beriča, tako da nekaj malega izkušenj imam. Je pa to zagotovo čist drug izziv. Res je, da znam tekst, ampak že danes ste videli, da ne moram držati rok pri miru. Ves čas neki migetam. Tam je pa pomembno, da si pač pri miru in glede na to, da sem zelo glasna, da se približujem, če še petam in oddaljujem od mikrofona, čist druge stvari moraš imeti v glavi, kot na odru. Tako da je kar izziv, ampak super izziv in sem hvaležna za to, ker se mi zdi to, mi je v čast, mi je veliko čast, da Radio Slovenija posname to. Hkrati pa bo zagotovo tudi nek nov kontekst, glede na to, da bo dostopno in da bo imelo precej širši domet, recimo, kot pa v neki večji ali manjši dvorani. Absolutno. Tam je tako rekoč potem vedno na voljo, če si kdo zaželi. A veste, da so mi velikrat kolegi slepi in slabovidni rekli, pa imaš kaj posneto, pa celo Luka iz Zveze slepih mi je rekel, pa to moraš priti k nam v studio, kjer knjige snemamo, pa bomo posneli. Zakaj nimaš tega posnetla? Do zdaj ni bilo, niti ljubiteljsko nisem nikoli tega posnela, tako da
Vedno smo prekladali, evo zdaj bo pa tukaj v čudoviti profesionalni izvedbi. Morda preden se osredinimo bolj na dostopnost in vse vidike oziroma poskus vseh vidikov, še eno vprašanje glede jezika, ki je precej specifičen. Tudi omenili ste radijsko igro Ne bojim se ne hudiča, ne biriča, tudi tisto je bilo pravzaprav oziroma izvedeno, ste izvedli v idrijskem narečju. Ja, kakšna je posebnost? To pa je posebnost. Tale Fektarca sicer ne, zato ker sem jo jaz iz gorenščine pretvorila v kanomanščino, to je vas blizu Idrije, ki jo tudi v vsakdanju govorim. Ne bojim se ne hudiča je bilo pa približno v šebrelskem narečju. Ni bilo čisto, ker nihče ne ve, kako se leta 1700 govorilo, ampak probali smo vse malo približati temu narečju in sem rabila mentorico, gospod Marico Brezavšček, da mi je to pomagala in to pa je kar hud zalogaj. Tudi zdaj v goriškem narečju nekaj delam in to moraš iti pa od besede do besede, od stavka do stavka, ne samo besede, ampak ti moraš melodijo ujeti. Melodijo narečja. Ja, zagotovo se torej veselimo še studijske verzije, ki bo nastala v režiji Saške Rakev in v produkciji uredništva igranega programa, tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. Torej nekaj o radijski igri, zdaj pa če preidemo na vprašanje, ki smo si ga danes zastavili, torej vprašanje dostopnosti za slepe in slabovidne na področju kulture. Torej, naš medij, radio, torej zgodba, zvok, navdih, ki tudi je nekakšno letošnje vodilo, letošnje edicije Audio festivala, je pravzaprav v polnosti dostopno torej slepim in slabovidnim posameznicam in posameznikom. So pa potem tudi druge tehnologije, ki jih implementiramo na Radio-televiziji Slovenija, zato je današnja gostja tudi Mateja Vodeb, vodja službe za dostopnost programov Radio-televizije Slovenija. Ja, načeloma smo se pogovarjali, da bi pravzaprav morali današnji dogodek nekako začeti z zvočnim opisom, da bi bilo v polnosti ustrezno. Danes se to zaradi bolj koncertne izvedbe nismo odločili, pa vendar zvočni opis je neka specifika, ki lahko močno olajša doživetje dogodka oziroma ga opolnomoči v resnici poslušalca. Ja, čemu je pravzaprav namenjen zvočni opis, ki se vedno bolj pojavlja v našem prostoru, recimo pri gledaliških uprizoritvah, pa tudi pri audiovizualnih izdelkih vedno bolj. Mogoče, ja, Mitka, če bi vi... Ja, lahko povem. Moram povedati, da za Fektarco in za Ne bojim se ne hudiča, ne biriča, se tega kar res držimo. Sploh v povezavi z muzejem, kjer igram to Marino Melchiorco, stalno se prej prebere zvočni opis, ki ga je naredila Mateja Mlačnik. Glede na to, da to igram samo jaz, da se ne spreminja scena, je to zelo fajn, ker je to na začetku in si ljudje lažje predstavljajo. Se scena opiše moj kostum in kaj bom tekom predstave potegnila iz cule. In je že takoj boljša predstava. Vedno je tudi možnost potipati prej kostum ali pa pol na konc. Tako da, in ne boste verjeli, prav posebej so me nagovarjali videči ljudje, super, kako je pa to pametno, a veš, da jaz sploh nisem opazila, da imaš luknjico v palcu, recimo, v nogavici, pa je to kar pomembno, a ne, ena luknja. Ampak nihče ni vedel, kaj tista rdeča plahta pod menoj pomeni, ki simbolizira kri. Recimo, tako da se je izkazalo, da je prav tako za videče, da ne govorim za vse starejše in slabovidne osebe. Pomembno. Ja, mogoče še Mateja. Dobar dan.
Bi se kar navezala na Metko, kar je povedala zdaj na koncu, ima zelo, zelo prav. Mi na RTV Slovenija izvajamo 5 dostopnih tehnik, in sicer zvočne opise, zvočne podnapise, podnapise za osebe z okvaro sluha, opremljamo oddaje s tolmačem slovenski znakovni jezik in pripravljamo vsebine v tehniki lahkega branja. In zakaj sem se navezala, ker smo zdaj v zadnjih letih čedalje bolj ugotavljamo, kako prav pridejo določene tehnike širši ciljni publiki, kot smo to menili na začetku. Za zvočni opis je zelo lepo opisala Meta pred mano, jaz imam popolnoma enako izkušnjo, staro mogoče zdaj 14 dni, bila sem spremljevalka pri ogledu 2 gledaliških predstav in sem sama občutila točno to, kar je povedala in lahko rečem, da sem imela sigurno veliko več od predstave, kot če bi se usedla samo na svoj stol, kot sicer. No, zdaj pa, če pridemo malo na zvočne opise za tiste, ki morda ne poznate te tehnike. Zvočni opisi so primerni za tiste vsebine ali pa žanre, ki so audiovizualni. In sicer ta vizualni del ima pomembno sporočilno vrednost. Nam videčim je samoumevno, prižgemo televizor, gledamo film, gledamo dokumentarc, gremo na primer na izlet, se ustavimo pred nekim gradom ali pa neko drugo znamenitostjo in rečemo, kako lepo in tako naprej. Za osebe, ki pa slabše vidijo ali pa imajo kakšne druge oviranosti, je pa potrebno ta vizualni del opisati preko neke videče osebe, ki pač je izurjena za te stvari. Kakovost doživljanja tega opisa je izjemno pomembna in odvisno od kakovosti opisovalca samega. To ni kar nekaj, to je poklic. In neka veščina, ki se je treba naučiti in priučiti, kot vsak drug poklic. Tako da to je opisovanje vizualnega dela, naprimer pri filmu se zvočni opisovalec komentira v delih filma, kjer nihče ne govori ali pa nekakšnih zelo, zelo pomembnih zvočnih efektov za spremljanje. Potem pri dokumentarcih je zelo podobno, poznamo pa tudi recimo nekatere zvrsti, to so kakšne plesne prireditve, pri katerem je pa ta opis strnjen in ni omejena samo na določene tiste zvočne premore, kjer se lahko oglasi opisovalec. Tako da pri nas na RTV Sloveniji opisujemo recimo igrane filme, dokumentarne, otroške, to naprej posnamemo, izvaja se pa tudi v živo, recimo za kakšne prenose, prireditev ali pa državnih proslav, kjer se izvaja umetniški program in je pač tudi to odrsko dogajanje zelo pomembno. To ni dostopno pri vseh naročnikih? Gospa iz publike sprašuje, če to torej ni dostopno vsem naročnikom oziroma vsem gledalkam, gledalcem. Po mojih informacijah, operaterje mislite, po mojih informacijah ne bi bilo. So pa to neodvisna podjetja od RTV Slovenija, mi na njih nimamo vpliva, so samostojni in pač ne moram zdaj zagotovo trditi, ampak nisem slišala, da ne bi bilo dostopno. Dostopno je tudi preko navadne antene, preko prizemeljskega omrežja in pa tudi preko spleta.
če ima kdo težave, pa lahko sporoči. Torej na službo za dostopnost programov Ja, ja. RTV-ja. Kaj pa morda dostopnost izven naše hiše? Torej morda, ja, vi Mitka kot opazovalka in ja, torej kaj so mogoče primeri dobre prakse in na drugi strani, ki pa morda še obstaja nek manko oziroma ki je prostor za izboljšavo? Jaz mislim, da se v zadnjih letih porojeva res veliko primerov dobre prakse, da se je na tem področju marsikaj naredilo. Seveda pa obstaja še 100 stvari ali pa 1000, ki bi lahko, predvsem količinsko, bilo tega več, ne? Ampak seveda, dokler ne bo denarja, dokler ne bodo, recimo, jaz si predstavljam, da bi moglo biti v Sloveniji nekaj zvočnih opisovalcev, prav kot poklic, ki bi se v tej smeri izobrazili. In če bi pač, ne vem, hodili po gledališčih, operah in, ne vem, plesnih predstavah ali pa kakorkoli, in da bi mi to lahko tako rekoč kar večino tega programa spremljali, kar se dogaja. So pa likovne razstave, recimo v Gorici je zdaj, v Novi Gorici, čudovita razstava Onkraj vidnega, neverjetno, no, neverjetne so tam skulpture razne, ki so bile delane skupaj s slepimi in slabovidnimi, so razni umetniki delali. To je res nekaj enkratnega. Tudi 2 mostova na Soči so učenci srednje šole v Postojni naredili, res enkratno narejeno. Pa sem pa kakšna gledališka predstava z audiodeskripcijo, pa prireditev, ampak se pravim. Vodilo je to, da enkrat v bodoče si želimo, da ne bomo da bomo del te družbe, da ne bomo nekako getoizirani in bo samo sem pa kakšna stvar narejena, ampak se bom jaz lahko spomnila, jutri zvečer gremo v gledališče, rečem na recepciji, prosim za slušalke, morda vnaprej to povem in imam to dostopno. Tako imamo pa že tako ali tako imamo težave s tem, da pridemo nekam, da si zrihtamo prevoz, potem še recimo tisto, kar je opremljeno, moraš izbrati, moraš najavljati, skratka, Bog ne daj, da kaj, se mi zdi, da je res veliko bilo narejenega, neverjetni premiki in tudi razne razstave, to so skoraj vse nekako, vsak se potrudi, pokliče koga, ki se na to spozna, prosi za nasvete in tako da veliko je bilo narejenega, se pravi, srečni in pomirjeni vsi skupaj kot družba bomo pa lahko takrat, kadar bo s kakršnim koli hendikepom nekdo se lahko spomnil in šel na vsako tako prireditev, kot grejo polnoletni ljudje. Ampak to tam je še daleč, najbrž, morda pa nam bo, tako me vzanč preblisko, na tudi umetna inteligenca lahko kaj pomagala na tem področju. Čudovito opisuje slike, neverjetno, in morda je pa tudi za tukaj kaj uporabno. Ja, saj kot smo že izpostavili, recimo zvočni opis služi pravzaprav tudi polno čutečim gledalcem. V bistvu vsaka prilagoditev določeni skupini z oviranostmi je v bistvu lahko bogatstvo tudi za vse, torej za večinsko publiko. Ja, imate enako vprašanje. Se strinjam, jaz mislim, da bi moral biti to standard. Vse povsod, ker dostopnost do kulture je pravica vseh nas, ne glede na morebitno oviranost. To nima nobene veze. Tukaj ne govorimo zdaj o neki, to ni neka medicinska logika tukaj, ne govorimo o čutilih, ampak govorimo o vključenosti v družbo, o samostojnosti, o enakovrednosti. In sploh
javni sektor, a ne, bi se mogel zavedati vloge svoje, da je na voljo javnosti in da storitve v čim večji meri prilagodi. Zdaj jasno, ne da se vse naenkrat, a ne. Mi imamo omejene resurse, recimo mene kličejo razni uporabniki, eni bi tak žanr, eni bi rajši šport, eni bi rajši, recimo otroci potrebujejo svoje vsebine, a ne. Vse hkrati se ne da, poskušamo za vsakogar nekaj in seveda vsako leto povečujemo to dostopnost. Vendar pa zelo pogrešam neke ozaveščevalne dejavnosti strani države, a ne, javnega sektorja, da bi se vsi družba kot celota zavedali, kaj je to pomeni socialna vključenost, a ne, in da ne govorimo o slepih, o gluhih, pa takih, pa drugačnih, ampak govorimo o tem, kaj kdo potrebuje, da je lahko enakovreden. Tako je smiselno. Mi smo že vključeni v to družbo, ne? Nismo neki posebni del te družbe in če imamo enake možnosti, jih imamo, ne? Mi smo že zdaj del družbe. Tako. In recimo prav zvočni opis, ne, na primer v gledališču, kjerkoli omogoča to samostojnost. Ne. In kot je Metka rekla, ona gre lahko sama, vzame slušalke, se usede, ne rabi nikogar zraven, ne, enakovredno. In mislim, da je to je prava pot. Predvsem pa bo treba res, oziroma dobrodošlo bi bilo, če bi se več ljudi, da bi bila sredstva dejansko namenjena, da bi se ljudje zaposlili na tem področju. Več ljudi, a ne, da so samo par ljudi se matra, ne, in da je potem to, če je kaj prilagojeno, bolj stvar dobre volje posameznikov, ampak bi bilo prav, da bi bilo to nek avtomatizem, ne? Da se za vse te zgodi. Mislim, da ja, ne? Ker mi kot družba smo pač dolžni omogočati, ne? Ni tak problem, da nekdo ne vidi. Problem je, da nima omogočeno to, da lahko enakovredno dostopa do nekih kulturnih dobrin, ne? Kot vsi drugi. In zdaj sistemsko, absolutno, ker to je en tak zelo zahteven premik, ne? Pa kar drag, pa recimo, kaj kultura je en širok pojem, ne? Pa ne samo kultura, ne? Kaj so gledališča, pa so kinematografi, pa so performansi, pa so muzeji, pa so galerije, pa so sorte, ne? Tukaj je tudi šport, so tudi recimo športne tekme, so otroške prireditve, koncev v tujini. Sem tudi naletela na cirkus, ki je imel zvočni opis, ne? Tako da recimo tudi turistične znamenitosti, ne? Ampak tudi tam sem videla v tujini, ne? Ponekod že ločijo, mi imamo audio guide, ampak to ni zvočni opis, ne? To ni audio description, audio guide je za nas videček in preko njega lahko dostopamo do nekih podatkov, ki jih potrebujemo za ogled, kakovosten. Recimo osebe, ki pa slabše vidijo ali pa imajo neko drugo oviranost, pa potrebujejo dodatne podatke, ne? In to se velikokrat meša in da je treba biti zelo pazljiv. Ja, danes smo si pač ožje izbrali kulturo, ampak zagotovo je to nek sistemski problem oziroma izziv, ki ga je treba še nekako nagovoriti oziroma se nagovarjamo vedno bolj in upamo, da vedno bolj obširno tudi. Ja. Ja. Recimo, podnapisi za osebe z okvaro sluha, ne? Pa kdo od nas jih ne uporablja? Ves čas jih uporabljamo tudi neslišeče, ne? Kadar smo v bučnih prostorih, kadar smo na avtobusu, kadar ne moremo recimo preko zvoka, si vsi vključimo podnapise, ne? Tako da mogoče nas je celo več kot tistih prvih naslovnikov, teh tehnikov, ne? Ja, s tem se pa verjetno vzpostavlja tudi neka ozaveščenost o vseh posameznicah in posameznikih, ki so pa del naj bi bile enakopravne družbe.
Recimo, saj že zvočno bi sem razmišljala, če zdaj, ko ga danes ni, recimo oseba z okvaro vida, recimo ne ve, da ste metka oblečeni v črno majico, recimo. Ali pa da bi bili tako, ne vem, po narodni noši, recimo. Ampak. Ali pa naga. Jaz mislim, da ima od mojih prijateljev, znancev z okvaro vida vsak tukaj kakšnega prijatelja, ki mu je na začetku malo pošepetal na uho. Ponavadi sami ne gremo na take prireditve, se tudi težko znajdemo in tako da. Če bi lahko mi svoje najboljše prijatelje, opisovalce, tiste, ki nam res dobro opisujejo, shranili v žep in dali na slušalko, to bi bilo najboljša rešitev audio deskripcije. A je morda kakšno vprašanje ali pa odzivi iz publike? Ne. V redu, čas se nam postopoma izteka, čeprav je debata zagotovo ne samo zanimiva, ampak tudi aktualna in akutna. In sigurno smo za danes odstrli vsaj nekaj. In če bi danes mogoče vzeli sabo to ozaveščenost, da stvari, ki so nam polno čuteče in samoumevne, morda nekomu, ki je del naše okolice, niso tako samoumevne, se mi zdi, da je to neka smiselna popotnica tega pogovora. Ker pa smo na audiofestivalu in seveda se ukvarjamo tudi z zvokom oziroma z radijem kot medijem, ki danes ostaja sodoben in se poskuša vsakič na novo prilagajati svoji publiki. Morda za konec še vprašanje za obe, kaj pa vama predstavlja radio in kako ga uživate? V vsakodnevni visoki dozi, če samo eno stvar bom povedala. Prva stvar, ki jo zjutraj naredim, je to, da pristavim lonček za kofe na štedilnik, druga stvar je, da radio odprem. Zame, kot za osebo z okvaro vida, je radio zagotovo najpomembnejši medij. Jaz tudi poslušam, večinoma v avtu, pa tudi sicer popoldne, radio RTV Slovenija, prvi in Val 302, in predvsem iz nekega uporabnega vidika, tam so prometne informacije in pa, kar je za mene najbolj pomembno, da so kakovostne informacije, recimo dnevno informativne in pa verodostojne, izjemno dobre vsebine, tudi izobraževalne, pa vse druge, lahko rečem, da najbolj cenim to kvaliteto programa, visoko, in upam, da bomo še kot RTV Slovenija, kot celota, vzdržali še v prihodnjih letih na nekem vsaj tako visokem nivoju, kot smo v tem trenutku, vsi poznate, verjetno iz novic, da se soočamo tako s finančno krizo, kot tudi zdaj s sprejemanjem nove zakonodaje in smo pa recimo edini mediji, ki ponujemo tako široko konec koncev tudi dostopnosti, ki je ena od tisočerih stvari, ki mislim, da jih družba v teh turbulentnih časih zelo, zelo potrebuje. Tako, torej naj ostane močan medij še naprej in naj bo čim bolj in čim bolje dostopen za vse člene naše družbe.